tja gor, da nova ti spusti. Vi ste inače iz Ljubljane, mislim z Prekmurja, ne? Seveda. Sem zdaj v Ljubljani živite stalno. Stalno ali se kaj vračate domov? Ja. Idemo, tu idemo. Idete tudi domov. Kaj pa slamo geju tako dobivate? En čas smo jo uvažali z Prekmurja, zdaj pa na Dravarskom polju ali pa zadaj za Šentvidom. Tam me en kmet poseja in jaz koliko rabim si. Te zemete. Tako da to ne kakšna koli slama dobra za takšne lepe izdelke, ne? Ta ržena, evo, takšna kot je tukaj en snopek. Da, Ravno zdaj taka je žitev. dolga, ne? Fajn. Kako to je, 1,70 m s klasom, ja? Ja, to je spodaj odrezan, drugače pa do 2 metra zraste. To je najboljše za takšne fajne izdelke. Kako pa to, ko so te tako bejle? Mislim, takšne svetle. Še zeleno je požita. Požeta je že kako zelena? Pa se položi na njive, da se posuši, pa pobledi že hkrati. In ko je pa suha, se pa spravi takšne snope, pa se jo potem očisti. Na primerne debelosti pa dolžine. No, super. Te pa še samo, kako pravijo, dobra volja, pa talenta dosta, ne? Ja, Pa te ratajo takšne fajne izdelke. seveda. Vztrajati do Pa konca. vztrajate, ne? Kako pa kaj, naprimer, to za te flaške, kako to dolgo delate? En dan, eno flaško ali se prej napravi? Recimo za frakelj urco. Eno urco. Ja. Aha. Ne, pa super je to, fajn. Pitovce pa 2,5 ure. 2,5 ure za Petra. Fajn z ročajem, ja. A to oba pleteta z ženo? Ja, malo se dopolnjujeva, jaz spletem, ona pa se stavlja. Aha. Pa kaj pa naraščaj imata kaj? Seveda, Pa tudi pletejo. Ja, samo ni časa. Ni čas, študirate ali kaj? So že A se že doštudirali? svoje. Če je potrebno na kakšno delavnico, pa gre cela družina. Ja, super. V šolah imamo delavnice. Da tudi pokažete, kako se plete slame. Tudi nauči se jih veliko, ampak do konkurence pa ne more priti. Jaz si jo želim, pa bi jo rad, pa je ni. Pa je ni. Ja. Ni takih za takšne ročne izdelke dosta. Mladi pravijo, se ne splača, tudi nam se ne splača, ampak veselje pa ostane. bi radi to ohranili. Ja. Če je že družinska tradicija, naj se ohrani. Ker dejansko 2 sestri doma v Prekmurju, pa mi tukaj, potem se pa neha v Sloveniji. Pa se v Sloveniji nehajo taki izdelki. Ja. Hvala, še veliko uspehov naprej. Vsi to znate plesti? Ne, to pa ni lepo. Se pa morate naučiti. Malo kako pletete. To fajn, da prek eno prek drugo. A je to rž ali je? Ja?
pa se še kje dobi, mislim, tega zdaj, če duže manje sejajo, ne? Ja, jo je treba posejati. Pa najboljša je stara sorta, ker Je še več, bolj dolga. višja, dolga, do 2 metrov zraste. In tam toliko manj štukanja, ne? Ja. Pa mehkejša slama je. Samo ker vi to prej požanete, to ni zrelo. Ali tako? Ja, ja. Prej se požanje, Ja, zdaj, ko je rž odcvetela, Ja. še zeleno, lepo srpom A, požanjemo. tako. Ravno zdaj imamo kar nekaj požete, jo položimo na strnišče ali pa na travnik, obračamo, da se posuši, pa že pobledi. A ne? A je že obenem je... Delno pobledi. No. Parkrat malo tudi, če Poglejte, malo dež na tukaj močo. se še vidi, da so vmes zelene. A ne? Potem Ja, ja. pa počasi Če se suši. svetloba vzame ven. Ja, Ko se pa še namoči, A to so od vode za rumene? ja, ja, namočena zato, ko se bo posušila, bo tako, kot je to. A ne? lahko vzravno malo sedno, pa da bomo te malo pokazali, pa da bo to... Vsi imamo še tle rezervo. Tamle. Pa pridemo A vi pa imate z koruznega ličkanja? Ne, vse ti se dreže, stari. Ja, se dreže, ker ta pira se ne umlaka, ne, moto še ni stari. Vidim, da pa vi tudi z koruznega ličkanja imate. Ja, A to... a to na svim meter imam lahko. Ja, lahko, zakaj pa ne? To je tudi pletenje, super, ne? A to ličke doma dobivate? Ja, doma, skruze. Mislim, kaj je tako fajn belo. Kako pa to napravite, da je tako belo? Ja, Je to postopek kakšen? ta lepega moramo nabrati ven. Aha, Posušiti v senc, da se da rata. Derjavna grata, to je treba. v senci sušiti. Ja, na vetra pa je Aha, senc. in pol so taki lepi izdelki. Klobuk, copatki, predpražnik. Ja. To je še ničkim predpražen. Lik za na stol, da si lahko malo sedeš. Če je mokro. Je to za nastol, ko se vsedeš gor lahko? Ja. Ja, super se. fajn. Na kako pručku ali kaj tudi Ja, lahko, ne? karkoli. Ali pa kar tukaj, ja? Tako, O, evo, enkratno. ker tu je mrzlo, pa je lepo. To pa tudi pol slame pletete. A to vse doma delate, pol zvečer ali ko imate cajt? Kako delate? Ja, naredimo akcijo, pa gremo žet, Ja, pa pol da strebimo spet. Pa takole, na takih srečanjih pa malo prikažemo. A izdelke pa že doma pletete v to vse? Ja, ne moramo zašiti doma, da spletemo, pa zašijemo. To pa zašijete. A imate tudi rženo slamo, ne? Ne, to je pira, to je že. Pira. V muzeju, vse je notrena ženska, punta. No? Lepo prav. Ogdej, kako je? A kaj pa cekre imate kakšne modele ali kaj? Da šekar. imate modele pa po modelu pletete? Pletemo? Ja. Ne. Pa copate, Ta cekar je ta Jožica, ta iz Domžal, Aha. naredila. Fajn. Mi pa Imate še mi pa imamo. To pa je. Košarice. To tudi je Jožica. to naredila. Pa doma, kjer mamce naredijo. Ja, ne, na dveh krajah smo danes. ja? V Groblah, Aha, kaj pa grobla? jablok. Kaj pa grobla? Jablah, Jablak imajo stare traktore pa kmetijske stroje, ja? A so šli? Tako da bo treba mečkan, verjetno malo Osnovna šola Venca Perka. A to so pa mladi slamnikarski Turisti, ja. a turisti ali bodo pletli tudi kdaj? Ne, to ne bojo pletli. Ne bo, zakaj bo ne? Raziskovali hrano domače pokrajine in smo šli na slamnikarsko malico. A to so raziskovali?
Ja, smo mogli iti neko nalogo, a ne? Predstavitev raziskovalna naloga. Bojo oni povedali, vse vejo. Ti so pa mentorca. Mi dve, ja? A vi dve, obe? Še ena je, sem dve pa malo pomagava, ne? Da čim več vejo. Ja, Da super. raziskujejo. Pa povejte, fantje, pa kako ste raziskovali? Reden v redu. Samo eden naj govori. Kar pejte zraven. Ja, najprej so nas v šoli obiskale gospe iz doma starejših občanov in smo skupaj pekli kruh. Potem smo ta kruh tudi prodali na šolskem semarjenju. Kmalu so nas pa tudi one povabile vse v dom in tam smo pa pekli sladke pekovske izdelke. Potem smo pa še obiskali bližnjo pekarno Kancilija. In se pol tudi tam kaj pekel ali se... Tam smo pa sami gledali, kako oni to pečejo. Kako oni to pečejo? A pol kruh vete speč, pa to tako dalači ne bili, samo če bi imeli moko, pa kvas, pa vodo, ne? Pa sol. Super, viš to pa lepo, takšni mladi pa že kruh znajo speč. Poceni ga znajo, ne? Ja, pa še pocen je, dosti bolj pocen, ko... In ceniti ga znajo. To, tudi, ne? S kruhom in sploh s hrano. Aha, Boste super. mogoče kaj probali, tukaj je krompirjev kruh pa šobal. A veste mogoče iz česa je šobel? Ha? Iz česa je šobel, če veste. Kaj je tudi del slavnikarske malice. To je za probati. Za probati, ja? Lahko kar vzemete. Mladi turisti vam bodo ponudili, glejte, takole mečkano odkrite, pa razložite gospodu. A to imate ser? Ne, To je šobel. To je pa hren, ja. Hren. No, da pa bo razložiti. No, to je slavnikarska malica, ki jo sestavljajo šobal, krompirjev kruh, hren in jabolčni mošt. Nive zbošti načila. Morda veste, iz česa je šobal? Ne vem. Šobal je iz mletega svinjskega mesa, slanine, prosene kaše, česnove vode in začimb. In vse to je nadevano v svinjsko črevo in zašpiljeno špilo, potem pa to še prekadijo na dimniku. Pa to skuhajo. In to je pol takšen hlebček, tako imaš tam tisti, to je hlebček, takšen rata. Pol ga pa lepo narežeš na take kose. Tako. Pa malo hren zraven, pa kruh domač, kako si rekel, krompirjev kruh. Krompirjev kruh je pa čisto kukaj navaden, sam da je še kuhan. Sam da še krompirjeno. Pa zato ima tudi... Zato dol ostane svež. Se ne pokvari tako hitro. Super se je. A to pa domači čisti jabolčni sok. Ja. Z domačih jabolk. Mošt praktično, ne? Bo, pol pa bo nekaj spraševati, a ne? Ja. Zakaj je šobel? Šobel je zato, ker smo ugotovili, da je v naši domači pokrajini značilna jed koline. Koline. Koline pa sestavljajo pečenice, krvavice, šobel, jetrnice. No in mi smo se odločili za šobel in smo tudi potem imenovali slavnikarsko malico, ker je slavnikarstvo tudi značilno za domačo pokrajino. To so v bistvu jedli delavci kar so delali slavnike. Ker so slavnike delali. Ker je tudi fajn energijsko močna. In delali so verjetno po cele dneve. In je bilo treba se fajn najesti, da so lahko delali. To je tisto, kar so imeli doma, ne? Sami so pridelali, prešiče zredili, pšenico posejali. To so pa prinesli si na delo. Super. Čim cenejše, ne? Zaslužili so pa bolj malo. Ja, to je sigurno, ne? Ja. Hvala. Ja. Dobro, veliko uspeha naprej pri pa še kaj drugega raziskujte. Bomo, drugo leto pa še kaj drugega. Srečno. No, hvala lepa. 7 evrov.
Koliko? 7 evrov so knjige. Pa moram priti nazaj, pa še s fotoaparatom bom prišel do vas slika. Pa CD Ker imamo res ta pa. prav tiste v filmu. Veste, danes izpod. Živeli. Divja. Vi pa delate? Delamo klobučke, imitacije slamnikov, ker je v Domžalah slamnikarstvo, ne, doma. Učimo učence osnovne šole Rodica. Ti si tudi hodiš na Rodico, tako, to so učiteljica je ena, ne vem, mi smo pa medgeneracijsko društvo, ker šolo sodelujemo zelo etnografskim krožkom in pa sploh z razredi pa to v raznih izdelavah za ročne spretnosti. Danes so nas povabili, da kažemo tole, ker se mi zdi, da je prav, in delamo iz vrvi, potem bomo pa se preizkusili To zdaj z tele vrvi. To je takole, odpadni pokrov, ki jih mečemo oziroma zbiramo za te razne tako, prilepimo. V kakšne cedevite pa v teh stvari. Nekaj podlago, z mekolom pritrdimo, počakamo, da se posuši, ne. Potem okrog to obrežemo tako, da nekako lahko delamo. Tole se bo zdaj sušilo 10 minut, da bo držalo. Na to pa začnemo, recimo, no, pa bomo tukaj gledali. Evo, Jan, bom takoj ti. Bomo šli z malo debelejšo. Tole. Je za ročno malo bolj spretne, ker je kar vrvi in tle pri tej osnovni šoli smo že toliko veliko delavnic, da to zelo obvladajo posamezni otroci. Najprej na suho naredimo nek krogec, si tukaj izberemo središče, oziroma ponovadi je na pokrovčkih že označeno in si tole za nekaj časa pritrdimo gor, ne. Ne vem, jaz zdaj ne bom naprej, tako da vam še malo pokažem. In potem lepo po eno vrvčko navijamo do konca okrog, ne. Takole, eno zraven druge, ne. Sem tudi nagaja, zato ker nisem dovolj počakala, da bi se posušilo, ne. Zato je treba biti kar malo, jaz včasih imam čas čakati, ko vam pa kažem, mi bo pa nagajalo, a je tako? In to pa gre vse tako Okrog do konca, do krajcev, ki se imenuje pri, a ne? Do sem dol. Do tukaj dol, ne. Tak krogec, ki se odločiš, da ga imaš, ne. Tako. Pol to tako ostane. To ostane še takole. Nič ne vzamete dol pol. Obrežemo, okrog še, ne, bom dela še pokazala. Recimo to gre do konca. Na to vzamemo škarje. Tukaj lepo ob robu čisto obrežemo. Takole. Podlogo si izberemo v barvi, kakršno si želimo. Tukaj je pač nehote nekaj, ker škatle nabiramo oziroma te kartonske odpadke vse povsod. Jaz če se gledam na to, da ni nič gor, ampak za oči. In zdaj, ko je tole narejeno, ga še malo z mekolom prelepimo za to, da se še vmes prime, in še malo takole. Namesto za slame šivajo, tu pa s tem, da se lepo prime. Takole naredimo, evo, da se kar malo orenk to skupaj. Pa pol prozoren rata ta? Ja, tamle, če boste šel, imamo že razstavljene, potem je prozoren, zaščitan in še fajn drži, kar takole, Jan. A pol tudi kaj pobarvate, polakirate? Ne, damo samo še okrasne vrvice zraven, za kakršno si pač zaželimo. Če delamo tako bolj na slovenskem, damo tole zastavljico našo, drugače pa zberemo ali domžalsko barvico traku, plavo, ali kakršnokoli nam je volja, ravno napačen konecem, in da ne preveč ne porabimo, gremo kar takole, da je to še toliko nalepljeno, da se nam bo kar prijelo. Tako. Tukaj pa recimo, če naredimo neko mašnico, lahko prvo počakam, da se potem pa še takole eno mašnico nazaj, ne? Tako, in klobuček naš bo končan. Tako. Bi rekla se, meni zdi, da naše okolje perfektna zadeva za delati kot spominek, ali pa da res se nekaj prikaže, imitacija tega, neka malenkost, da se da takole. In ko se bo posušil, bo to neka odlična zadeva.
Pa še Fino. otroci se imajo s čim ukvarjati, pa še, videla, to se morajo res ušiti, veš. To je Boš, to. da se spretnosti učijo, kot pa s Da tem, se kaj- kot pa v Jaz- igricah, Jaz se to ki si jih brez vezi. zagovarjam, da kakšna mamica včasih reče, ta neumnost ali pa ta ne vem. Vse je boljše ročno delo in skupno druženje, kot pa tisto računalniško poneumnjenje, ko včasih otroci kakšno zadevo gledajo, niti da starši ne vejo kaj. Ne. Vse poučne stvari so čudovite, internet za izobrazbo čudovit, pa tudi za kaj drugega je čudovit. Ne. Tole, kar se družimo, ne Jan? In jaz sem zelo vesela, da se otroci odločajo za take stvari in da se to tudi fantje lotijo, to je pa nekaj najboljšega. Moram povedati, da v razredu, ko smo se menili, kdo bi, je ves razred dvignil roko, vse od krožka pa ves razred, sam pa so pa starši odločili, kdo bo lahko. Kdo bo lahko pa kdo a ne, ja. ja. Malo se bojo menjavati, tako da bomo imeli ves dan, oziroma to Boste ves dan pol tukaj do enih bomo, do kazali, enih pa- dveh in bomo kazali. A, Tako, super. ja, tako. Vem, kako je nekdaj fajn bilo, ne? Smo lepo vsedli, perje smo česali ali pa Druženje. te zebilja, mislim, z te Štrikali, zeličkanja, pletli. pletli to Predli, ne vem. in kakšne lepe pesmi so se še takrat Tako je. slišale. No in Ne? tukaj, lejte, tukaj se zdaj že to posušilo, bom jaz naredila eno tako lažje to obliko, koliko nekako veliko bi to bilo. Ne? In bomo se čez nekaj minut, mekol se tudi izredno hitro suši, si pa tudi malo umazam po rokah, ampak voda to pač vse. A ne? To se In bomo opere, začeli pač. Tole bomo z bolj debelo vrvjo, tole z manj. Še bolj debelo, tako da imate več vrvic. Ne? Vrvic imamo, več vrst, a ne? Glede tudi na več vrst zamaškov. Tole je tak čist mini bo, ne? Najbolj. In to se porabi res veliko stvari. Lepo. Takole je to. To. No. Čim več uspeha, ne? Pa Hvala čim lepa. več tam mladih nadebudnežev To pa vsekakor. z spretnimi prsti. Ne? Mi iz medgeneracijskega društva iz skupine Masim smo se odločili, da z otroci sodelujemo veliko in pa jasno prostovoljno, tako da jim res prenesemo in pokažemo čim več. Fino. Hvala. lepa. Zdaj še pem. Ja, hvala. Evo, osnovna šola Rodica. Ne? Se bo 10 dni, ali? Ja. Ja, se drugače pa tako, veš, zjutraj je od 10, od 9 do 12, pol bo pa popoldne bo pa od 5 do 8. Pa se bomo videli. Še kakšen mu povej, no. Pa rečejo, je bilo, a veš. Hvala, Joži. A to so pa zdaj te izdelke. Izžrebite še nagradno igro. Boste ugibali, če poznate, kaj stare izraze. Jaz. Kupim Sveta Trojica v pri Lenartu, ali tu, ta, a ta Sveta Trojica, Žeja. Zavede se, ste bi že gor pri nas, no. Se vas poznam. A ja? Pa jaz sem pa dosti gor, ja. Skauter. Jaz sem pa že res dosti gor. Skauter ste bili. Ja, mi smo blizu. Čakavi, goste je, ampak kaj čmo. To pa, vi pa slame pletete. Ja. Bi sama, recimo, Ti voda slama, pa smo bolj dosleden moraš pa da biti. bila zbrana, ne, pa... ja. Je pa malo scufanje tudi vmes, Ja. na koncu se to, niso to košalaste, na mašino najbrž, ne? Ne. A ja, zrne pa na dol. mašino gotov dol. Ja. Ne, pa tudi prekratko. To moraš pa tudi škupati. Pa slamo pa dobite kje? Sami žanjemo. Žanjete? Glejte, Imate? slike, a vidite? Aha. Morate si Vlače pa pogledati pletenje postopke, kite. glejte. Najprej se požanje, pa da v kozovc, vidite. Pa se suši, pa se z kozovca zbira ven. Se delamo to. Sam bolj se učimo, kar ne znajo, ne? A Jaz to še malo imate znam. žito, ne? Ja, pšenica je to. A pšenica? So tam na sliki kar veliko videti. Ja. Si ta še mečkan zrasla, tole je zdaj lepo mi kvas vam pognal. To mora še mečkan se še potegne, pa kad cveti, ne? Ne. Kaj se je kar velika ta, ja? Ja, se objavimo takrat, kaj je, sam ni takrat v glavnem ni zdi, nič. Enkrat so bili, To imate pa vse ročno žetje, pa vse, ne?
Ko pa mlačevo pa Dobro sepci. se najte pa. Tudi cepci, ja? Tam je še vzorc. Čas dal cepec. Ja, je to za kose, ja. Hvala, gospod. No. Imaš cepec? A ja, Marko. Res. Povejte, jaz eno za svojo vzamem, če tako. A ja, ko? To pa ima ručaj pol kosa, da lepo na kup, ko pokosite, da lepo na kup pade, da se ne razmeče na vse strani, ne? Pa cepec, ja. Pol tudi doma pletete ali to sam bolj kot na turističnem? Turistično, ja. Da se ne pozabi v glavnem. To pa še jaz ne znam dosti. Jaz dela že nisem pletala in kokcaj. To pa še znam. Ampak kita je kar fajn napravljena, lepa. To pa mlada nadebudnica. Kita je kar, gledajte jo. To se še pol postriže, pa spegla, ne? Tako da je kar. Tlele dol sicer nisem dobro štukava, Marko, ampak tle naprej pa že znam. A ne, gospa? Ja, slamo moramo slamo na takem. Se vem. Več konca ne sme biti. Sam ne gre. Modeli se reče temu, ne kolus. Model. To pa imaš model, da ga pol po glavi napraviš. Pojkle, tako začne. Ne, kaj polka izrežeš, kaj pa narediš? Polke izrežeš, imam pa eno drugo napravo, ne, se pravi, predstavljite si, da tole izrežem, ne, pa pridejo pol take palčke iz odzuni, ne, in potem dobim jaz obliko njene glave, ne, tako kot da bi se tole razprl pol. Potem klobuk natis gor dam, ne. Ja, sprav se to. Ja. In potem klobuk je narejen, ne, jaz zmeram vsep, ne, pa pol natrknem natis gor in se točno oblikuje po modelu. To so tiste čist naravne barve. Tukaj glede barvanja sem jaz bolj mrzel. Vam zelo malo lahko povem. Ne, žvepleno kislina se je uporabljala pri filčanju volne. Žveplena kislina se ni uporabljala za barvanje, pri barvanju se je tale uporabljal živo srebro. Ne, zaradi fiksiranja. Ja, seveda. Ja. So pa čist iz kostanja, recimo, potem razni mahi, listje tudi različno, lišaji, meni se zdi, recimo na Škotskem, vem, z lišaji so tudi barvali blago. Tukaj so politični interesi. Moj dedek je začel že leta 27, ampak vsaka generacija na novo začne. Vojne, komunizem, ono, trendo, vse. Tukaj je pa čisto politično, ker se jim je šlo za parcelo. Da bi lahko ustavili to vse. Najlažji fabrok. To je bilo noro, mislim. Ja, recimo Ljubljana v Kraljevini še pred drugo svetovno vojno, recimo, je bila 30 ali 40 tavžent prebivalcev in 100 klubučarjev. No, sem pa ocenil. Ta stroj še dela vse, lepo. Ja. No, vse to sem ti hotel pokazati. Ja, zdaj pa še. Tukaj držiš. Ne, samo tako, da se ne prevrne in z eno roko si pa tukaj, če zašteta, ugasneš. Ja, da še to se znate.
A se znam? Ja. U miru? Zdaj dodale vam gre strajco dole. A boš kupo, ne bo smo Ne, vem, ampak en čas Imamo bolj hitro delati. To punce, to. Se nikamo ne mudi, še cel dan je cajt, ne? bomo preveč naredili, slame zmanjši. Ti enega rabimo, da je v slamo čisto, tle se vse pa deli. Kaj, da je čistem? Ja, da bom dala škarje, pa boš lepo delil. Pa boš v dobri družbi cel dan boš To pa prinesel. res, to pa res, to pa res. Pa še kaj zapojete, se ne oglih on zvočnikov stalno tam drka, da se saj kaj domačega slišal. Pil bi. Delajo ekipe. Je pa ki je malo več ljudi, pa mora pokazati. Tu ga skrb se, da je lepo stisnjen. Lice? To je lice dela, ne, ja. Kje pa ti slamo dobiš? Ti pa cjažec so žajneno. En tak klobuček. Dansko. Dansko. Malo manjše Danski klobuček. Ja, malo manjše krajce. Vse se rekla ni bilo. Dam takoj. Zakaj? Sleka da už drugačno prišla. Ja, si še ni dela porada. Ja, še ni. Dam pa Marjana Mirki, Marjana ni, oni. To bo v 12 pomoli. Daj. V 12 so rekli. No, do 12 pridem islamnik. No, ne glej. Ni tak, je pa misliš. Jaz se obljubila. Ljubila sem, seveda. V imenu občine Domžale, v imenu Komisije za razvoj turizma občine Domžale, prav lep pozdrav na prvem slavnikarskem srečanju v Domžalah. Mi bomo nadaljevali s to tradicijo, poskušali obujati te tradicionalne obrti, predvsem bomo dali poudarka na slavnikarstvo. Slavnikarstvo, to je tista panoga, ki je bila v Domžalah zelo, zelo razvita, na katero smo seveda tudi ponosni, za katero želimo, da nadaljujemo to izročilo naših prednikov, da to na nek način tudi posodobimo in pa da ta spomin na to razvejeno dejavnost v Domžalah, tako obrtništvo in kasneje tudi samo industrijo, da spodbudimo na novo na nek način in da se skozi to obliko sejmarjenja družimo, obujamo to tradicijo in seveda tudi pridemo morda do novih izdelkov. Dobrodošli v Domžalah. Med nami so turistično društvo Sveta Kufin, Sveta Trojica, Pajk, Klobuki in predvsem slamniki danes. Potem je tukaj turistična skupnost mesta Koprivnica, ravno kar prihajajo. Potem je z nami osnovna šola Rudica, osnovna šola Vencla Perka, Kut Fran Masel Podlimbrski iz Krašne
potem sta Berta in Jani Jakob iz Ljubljane, Joži Košak iz Domžal in Slamnikarski muzej. Slamnikarski muzej je tudi odprt cel dan, lahko si zbirko 300 let slamnikarstva na Domžalskem ogledate, kadar si želite. Zdaj pa med nas prihajajo iz Ihana, kjer se je ta dejavnost začela. V Ihan je Slamnik prišel in iz Ihana prihaja mešani pevski zbor Slamnik. Zelo zanimiv Oto Nemanič, ki vam bo pokazal, kako se dela slamnata streha, in pozabili smo še na najmlajše, ki pa bojo delali pujske slame, to je pa vrtec Mojca iz Ljubljane. Zakaj je Slamnik ime društva najbrž sem že povedal? Ste že sam povedal, zato ker se je slamnikarstvo rodilo v Ihanu in ker smo mi nastajali, smo imeli kar nekaj težav z izbiro imena, no potem smo se odločili, da bomo kar slamnika. Jaz mislim, da ne bi smeli biti težava. Lahko stavite malo programčka, to, kar boste nam zapeli. Danes vam bomo zapeli par slovenskih umetnik, oziroma nekatere so že kar ponarodile. Najprej Gobšova imena, to je za pojmo pesem, tako malo za vzdušje, potem pa Fersterjevo planinsko in pevca. Nadaljevali bomo Zdajte, potem bomo pa zaključili, oziroma prej bomo zapeli še Študenta, zaključili bomo pa za Avsenikova Jadra. Odlično, izvolite. Zapojmo pisem, kot le mladostjo zna, zapojmo pisem iz polnega srca. Kakor pomladni vih od ruže kruži, cvetni prah raztrosi, tako naj pisem ta mladost veselje in lepoto nosi iz naših src, iz naših src, do vašega srca. Kako pomladni vih od ruže kruži, cvetni prah raztrosi, tako naj pisem ta mladost veselje in lepoto nosi iz naših src, iz naših src, do vašega srca. Hribi se dela dan, hribi žari, bratje le ven na plan, na vrh plani. Na oplost cvetjem je vodet, tukaj si brez skrbi, tukaj naš je svet. Hribi se dela dan, hribi žari, bratje le ven na plan, na vrh plani. Vodimo čisto jasno, tam se duh telo krepi. Lepo narava okrasna, tam obraz se nam stegri. Planine vrejo želje, na planinah je veselje. Tu se razjasni oko, gori uživa se nebo, gori uživa se nebo. Hribi se dela dan, hribi žari, bratje le ven na plan, na vrh plani. Na oplost cvetjem je vodet, tukaj si brez skrbi, tukaj naš je svet. Hribi se dela dan, hribi žari, bratje le ven na plan, na vrh plani. Na vrh plani. Še študent na rajžo gre, jumpaj da, dobro pije, dobro ji, jumpaj dija ja. Aha, 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 hej, jumpaj dija, jumpaj da,
pravijo Gospod, jumpadija, ja. Hej, jumpadija, jumpada, jumpadija, jumpada, jumpadija, jumpada, jumpadija, ja. Hej, res srečnejših ni ljudi, jumpadi, jumpada, kako so študentje ti, jumpadija, ja. Hej, jumpadija, jumpada, jumpadija, jumpada, jumpadija, jumpada, jumpadija, ja. Hej. Jumpadija, ja. Žena slama. Kaj pravite, da bi radi to posneli? Lahko tudi, ja. Da vidim, kako pa to dela. Samo s te strani stopim, da bomo bolj povedal. Pote lažje, da vam bo bolj vidno. Aha. Kaj ste vi, kaj spomnite, kaj ste bili tukaj, da smo bili pred 2 meseca v tem domu? Ja. V muzeju? Zdaj tudi na spletu. Tukaj niste bili? Sam bil, sem snemal. Ste snemali? Belokranjsko prelo. Ja. Snemal. Zdaj pravim, da je že na naši spletni strani film, kako je bil, to je že drugi dan gor, pa članek, pa slike, pa vse. Samo, če se boste spomnili, sem tega lepo. Pa mogar jaz. Greva tja gor, da Novak izpusti. Pa to bo tudi take brunari, mislim, na mestu navadne morele, plastične pa lepo tako napravijo, da imajo pol doma malo na vrtu pod streho, ne? To so hišice, ki jih je delo naša. Pa zidance pa to. Naša zidanca, ja. To je his, merajci, ja. To vse delate? Vse delamo, ja. To je šopčev dvor pri unem Žuliči. Tu mu je naše škupanje. Kje pa slamo tako dobite? Mi pripravljamo slamo sami. Pripravljate? Pa pol z mlatilnico omlatite samo snope, mislim samo zrnje dol, ne, klasje? Samo zrnje dol, pa pol naprej. Pol imamo pa česane, slane, ki mu rečemo potrditvi škupanje. Smo že imeli, zdaj bo 12. leto, ki delamo to slamo. Pride nam eno 200 ljudi pomagati, kulturni dogodek, veliko glasbenikov, pevskih zborov, pa nam to popestrijo dan, da lažje delajo ljudi. To vse na roke kosijo, vse? Ne na roke, snopovezalko imamo. Na povezalko? Starinsko snopovezalko, ki to požanjemo, posušimo, pa pol gre tako naprej. Pa na mašino še zdaj imate, mašino za mlati? Da, imamo, ja. Mlatilnico? Ja. In še normalno dela? Normalno dela, Normalno še dela, ker tega sicer, jaz sem drugač s Prekmurja, je tam nekdaj tega ogromno bilo, sam zdaj tudi ne vem, če še kje, mogoče kakšnega muzejskega imajo dva, da dela, ne? Imamo, ki dela, res dela, mora to delati. Pri nas, veš? Še tudi? Ja, jaz sem iz Trpinja, pri nam je bil moj star oče to kravci, je kriv veliko. Jaz vem, ko smo otroci pleve pa to stran nosili nekdaj. Ja, super. In koliko tak za eno malo takšno streho, naprimer, kaj je tu na sliki, koliko porabite? Po mojem, kar par vozov. To je 100 kvadratnih metrov, kar eno skupanje je bilo. Nekaj vozov, ne? Ja, veliko vozov. Kar precej, ker je dosta stran, da se to izčeša, čisto ravno v prahu. Da je pol lepi snop, da se lepo poveže.
In kako na debelo to delate? Na 10 cm, 15? To pa zdaj naprej. To pa majster. Koliko? 20-30, sam tu bom nem tako debelo, ker sem... Do 30 cm na debelo? Ja, 25-30, tu nekje. In pol ta kritina drži koliko? 30 let približno, ne? Samo sleme ne, sleme je treba po 15 letih. Sleme pol, aha. Sleme prej. Sleme. In gor se stavljajo ptice, pa se stavljajo, pa mačke plezajo in tako. A bo tega vzel? Ja, bom. Ja, to pa pol napravite tako na koncu, zaprete z pletenom. Kaj pa mislim, da bi bilo pot, da bi detajle, ali da bi vse samo zmenili, ali da bi samo dala. A mi že pogovarjaj bo vse pripravljeno. Mi bomo že... A pol še zdaj kaj pride na to gor, še ena plast ali kaj? Ne, mislim na to. Ali tako ustane šiba, mislim palca čez. Lahko se pa to kasneje. To je konc pol. Da v Mirku snimaš, ne? Oziroma se je bo kolega. V Miro, prav, ja, se v Miro tam sva že prej. Pa še prej se začne, pa bo to 14 minuta, da bi se na prvi dni naredil. Tukaj smo že dale še To pa jutro. Ne ima pa ja, do 10. Do 7. Od 10. Ja. Dneva, ne? A ja. Saj. Pa ne vem, kjer stran imam na Pacani. Ja, znam prijel, ne, včeraj sem prijel. Mi pa delamo imitacije samcev iz vrvi in pa iz malčane, tudi to se pravi, da otroci, šolarji, osnovne šole pride, ali pa kdo pride, ustvarjamo za samce. Kartoni, samce, tako? To delamo. Potem je pa to kot darilce, imaš kot. Dobro, to je. To pa pravi po luknjo, pri luknji stoji, pa voda skozi ne spusti, ne? Evo, slavno ta streha. Zato je pa tudi kadar so požari, ne? Ja. Da sem že sodeloval na parih intervencijah, ki je mrla gorila, pa slame. To moraš spasiti, zato ker dol se steče, ne? Jaz vem, sem enkrat curk usmeril, sem luft naredil. Prej se kadija, ne? Je dala voda v luft, ogen, zrak pride v luft. To nam pomaga drugega, da pramečeš pa nekam na pole, da gori duha, oziroma da gori Živa, kaj to je? Dragi obiskovalci, obiskovalke, sem v vrtcu Mojca, kjer izdelujemo pujske. Če si želite naučiti, kako se izdela pujsak, pridite in poskusite. Lep pozdrav sem zdravi. Res prihajamo iz vrtca, kjer smo navajeni, da starši zelo radi nasprotimo svoje otroke. Z nekaj pripravimo material in je napakovamo, da se prijemo odmorijo in lahko tudi kjer prijazni organizatorji se pripravili veliko slave, ki je druga ena. Držala vrečko, druga jo bo pravila, a ne? Kar damo in se potem prepustimo domišljini, da lahko nastane bolj videti ali bolj lepe okusne. Imamo zdravo še pa
oči za smanjšan, tako da lepo vabljeni in ustvarjajte skupaj z nami. Ko ste slišali, stave je dovolj, tako da bomo lahko delali tudi kakšnega velikega praznika. No. Pujske bomo delali, pujske. Ja. Fina na plač. Ja, fina. Estera? Ja. Bo 27. julija pa imam pa Manjo. Od Manje hčer, Marijo, z sela, z Žalca. Ja. Tako da je kar pestro. To se tako lepo postavite, da lahko drugi vidijo, ne eno drugo zakrivata, veš. Krh dreže, še manjši košček pa potem. Ja. Gobček lepo v slamo povežejo. Dobro ga, ha? Tako da ja, mi smo že bili, pa še bomo šli, a ne vem, ful je dobro, ta apartment tukaj. No, tu pa lahko, aha, moj otrok je že šel. Delujejo pa živali. Pujske. Pujske? Aha. Še vedno se lahko potem dodaja ali pa... Pa pol imate za učke. Ja, to pa malo pripomočkov, malo naravnih, malo pa kar plastikov. To bo prašičak. Ta bo tak modern, Modern, za na ples. Pa še z mašnico lepo. Ja. No, večerni, popravi. A vi 200 pa kar za maške gor dala na učke. Ja. Super. Še majčkan. Tako, zdaj pa še, Brigita še repek, a ne? No, pa še to naredimo. Ušesa že imate, ja? Ne, učke bo No, evo, fino. Jaz delam pa za tebe. Otroci znajo očitno. A ne da? Za mene. In kako je Prekmurje? V redu? Je kriza? Udravlja. Ja, no pa joj, to pa ne velja. Voilà, Potem že celo, mislim, potem ste sam prišli verjetno, ne? Tako kot vsi. Imam tudi pot tam na domu imam stanovanje svoje. Aha. Tam. Da hodite pol dol Na malo svoje. Ja. Evo, Odlično. enkrat leva, drugič desna. Pa Dobro. lepo stiskati, pa lepo prepomniti. Odlično, hvala. Zdaj, Evo. šturasta. Pa si je tudi naredila. Ja? Pravim, da vam ni lepo. Stiskala. Zara, prideš pogled, kaj ustvarjam zate? Gornja lokvica, tako da bom pravilno povedal, pri metniki prikazuje pokrivanje strehe s slamo. To je en redkih še, ki to obvlada, ki to prikaže. In mislim, da je prav zanimivo ga gledati, kako
se to pokriva streha s slamo. Včasih pred tolikimi leti so bile naše hiše krite s slamo. 200 let nazaj je bilo temu tako. Iz tega ven so potem tudi je nastala potreba po gasilskem delovanju, torej po tem, da so se aktivirali, da so se zbrali gasilci, da so se organizirali in tako naprej, da so obvarovali te naše domove, ki so bili kriti s slamo. Zdaj je to ratalo pravzaprav neka posebnost, ena etnološka posebnost, ki se jo vredno je ogledati. In kako to nastaja? Kot pravimo, luknjica pri luknjici, pa vendar vodo drži. To je slamnata streha. Ne bi ga zdaj rad motil, vidim, da je prav v tem nekih posebnih, še neko posebno orodje ima za to, da se to veže, da se priveže in da to seveda ne pade. Pa vendar, gospod Oto Nemanič, vi prihajate iz Bele krajine, a je ta obrt pri vas še kje tako razširjena, ste edini morda ali imate še koga, ki bi to znal tako pokrivati, kot vi znate? Zaenkrat ni, ampak 2 sem naučil, tako da bojo znali. Te so mlajši 30 let, tako da bojo to. Ampak mi smo imeli do 70. leta še vse pokrito slamo, razen bajte v ciglu. Pa smo sem se zaželil, imamo kršni pa žena, mi smo ciglu dali spet dol, pa slamo gor. Prijatelji so nam prišli pomagati in te še zmeraj nas je več. Nazadnje, ko češemo slamo, nas je že okoli 200, pevski dvor in tako ste dobrodošli, če pridete zraven. In to pripravimo za enih 100 kvadratov približno, včasih več, včasih manj, odvisno od leta, te slame. Iz tega pol pokrijem tako bajto. Letos sem, zdaj pred kratkim smo končali ta Šopčev dvor, smo pod prikrili, to je zaščitena kmetija v Krajinskem parku Kolpa. Tako. Vi rabite slamo, ne? Kje pa dobite slamo? Slamo mi dva ženo posejemo vrš, jo požanjamo to so stare kosilnice bečeske, ki so tik preden je prišel kombajn ven, je bila ta žetvena naprava gor, ki snope požanja in pušča za sabo. Nekateri tudi požanjajo na roke, ampak mi to ne, ker mi imamo precej cirkusa in dela s tem pol kasneje, tako da to z mašino požanjamo, pol zložimo, v drugi vikend v septembru se pa zberemo, prijatelji iz cele Slovenije in žlahta, pa to prečešemo na glavnike. Prej pa seveda zmatimo na to starinsko mlatilnico, kjer se samo klasje noter pusti, pa ven potegne snop, da se ne uničijo stebla. Potem pridejo po takih glavniki, jaz sem naredil 40 grabelj, po enemu 100 let starih grabljah, se jih imam še zdaj doma. Po njih sem naredil, da se to bolj ročno prečeše. V današnji cajti, ko je tehnika na višku, je mogoče komu čudno, da to na roke delamo, vendar vsaka izdelava stroja veliko košta. Ta dejavnost je popolnoma zamrla in nihče ni teh strojev razvijal naprej, niti pri pomočku. Ko sem se pa pogovarjal z temi strokovnjaki iz spomeniškega varstva, so pa trdno prepričani, da je taka streha še najbolj originalna, ko jo stroj ne naredi, ampak kar na roke vse. Roke, ročno delo je še potem cenjeno. Ta pšenica je, oziroma ta slama, to je ržena slama. Pšenična ni dobra. Pšenična bi bila, ja že nekaj let iščem to starinsko sorto, pa vsi znajo dosti povedati, ko jo pa rabeš, je pa ni. Tako da bi jo rad našel, to je ena odličnih sort tudi za kruh, samo je ni za dobiti, ne vem, mogoče bom kdaj mi bo ratalo. To je visoka, dočim danes imaš pa nizke pšenice, pa pol še da to v klasi odbiješ, pa ni nič, je prekratko.
prekratko. Katera sorta je to? Katera sorta je to? Čegaj? Stara sorta. Ja ne vem, kako se strokovno reče. V Beli krajini smo ji rekli osinarka, ker je imela osine velike kot ječmen. Pa visoka je bila kot rž, skoraj malo nižja od drži. In od tega pravijo tudi, da je bil kruh najboljši. Je pa me narodila. In mi smo pa zdaj, imamo raj take, da fejst obrodi. Torej, 2. september, če sem prav se spomnim? Druga sobota v septembru. Druga sobota v septembru. Ja, pride nekaj pevskih zborov, nekaj pride muzikantov in vsi so prostovoljci, nobenega ne plačamo, vse pa bogato pogostimo in vsi grejo zadovoljni domov. Ker če bi bilo to brez glasbe, brez cirkusa, pol bi vsak bil ene 2 ure, pa bi rekel, moram hčerko peljati na avtobus, pa ta mora tam in pa on mora tam in bi se razšli že ob 10. Tako pa, ko se dogaja do večera, nekaj pa si ostanejo do noči, nekateri še do polnoči. Se pa konča, delo se konča, tako imam izredno pridne ljudi, delo se konča, ogromen kup slame je treba za tako streho. So pa vseh profilov, še, kot bi rekel, še najmanje kmetov, kot to češajo. Torej, vsi prisrčno povabljeni 2. soboto v septembru v Gornjo Lokvico gospodu Nemaniču. Hvala lepa, gospod Nemanič. Znači mi pratimo da znači nemate kukuruze, nemate krumpira, nema ništa znači od tih proizvoda. Znači baš autohod onakav je bio. Znači sad se može. Znači ja sad da još radim sa zelenom. Ajde. Vi pa to tkete. Pa sedaj smo pa pred stojnico osnovne šole Rudnica, ki so se tudi odzvali na naš prvi slamnikarski sejem. In poprašajmo in poglejmo, kaj vse so nam pripravili. Dobar dan, Tukaj imajo razstavljeno Evo imate od naučnica, puno artikli, obdobje 1911 do 1913 in še poslovanje domžalske slamnikarske tovarne Lakost. Ja, kar ne morem mimo tega, da bi še naprej pregledoval, ampak če dovolite, pa bi kar dal besedo učenki, kako ti ime. Lina, si ti sodelovala pri tem projektu od vsega začetka? Znači može se sa zelenim, on se sam po sebi posuši, mora se stisnuti jače. Kako ste prišli do starih imen? Kdo vam je to do stara imena? Ali inače suho. Učenci še uporabljajo med ljudmi ali nič več? Znači mora zeleno, a pa se pa posuši. Ili odmah suho. Da, ali ovo je suho plečeno, ali mora biti mokra slama, znači. Ono, namoči se. Torej, mlajši ne. Pa še zeleno travo plete. Starejši pa tu in tam pa še kaj. Zato je kutija za naj. Ovo su naučnice. Tukaj imate tudi neko, kaj je to, srečno dol? To je pa to, kad zdaj delate, ne? To je, da, ovo su ove sitne male, kad se rade, to ćemo poslije. Opa. Nareba še listek in če ne veš, lahko tukaj prijaš na plovnici. Zanimivo. Torej, vsi obiskovalci in obiskovalke prisrčno povabljeni na stojnico osnovne šole. Ovo isto. Je, ovo su isto. Je.
gosti, razpravljavci, nastopajoči. Napočil je svečan trenutek, ko bomo odprli začetek sezone nošenja slamnikov. Zato naprošam, da bo to svečano odprtje, otvoritev začel gospoda Milana Mariniča, direktorja Kulturnega doma Franca Bernika, pod katerim okriljem deluje Slamnikarski muzej. In jaz pa vabim gospo podžupanjo Andrejo Pogačnik-Jarc, če se nam pridruži na tem auditoriju. Dobrodošla, dober dan. Izročamo slamnike, izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Predno si nataknem ta prečudoviti slamnik, mi dovolite samo besedo ali dve. 300-letna zgodovina slamnikarstva nas obvezuje, da smo tej tradiciji zvesti in da smo na njo ponosni. In tako kot smo pred dobrim letom odprli v godbenem domu, kjer ima sedež naša častitljiva godba, Slamnikarski muzej, tako letos pričenjamo z slamnikarskim sejmom, ki naj pomeni obeležitev tradicije naših nekdanjih občanov Domžal, ki so Domžale postavili na zemljevid velikega sveta. Zato se bom ta slamnik z veseljem danes podel na glavo. Gospa podžupanja, izvolite. Prav lep pozdrav vsem. Zelo vesela sem, da se je Slamnikarskemu muzeju pridružil še tale dogodek, ki upam, da bo tudi postal tradicionalen. Kar nekaj truda in naporov je bilo potrebnih, da je zbirka naših prednikov našla, jaz upam, stalno ali pa vsaj dolgoročno domovanje v godbenem domu. In tako kot je dolgo časa pravzaprav trajalo, da smo uspeli to zbirko postaviti, jaz upam, da ne bo dolgo časa trajalo, da bo ta ideja o slamnikarskem sejmu se pričela uresničevati in da bo dolgo trajalo, da bo živela. Še vreme nam je pravzaprav naklonjeno in zares prav pravi čas za začetek nošenja slamnikov. Jaz kolebga slamnika, kot sem ga danes dobila, še nisem videla in z veseljem ga bom nosila. Priporočam, da tudi vi poskrbite za zaščito svojih glav. Srečno in lepo se imejte. To je pa glih za namorje. Hvala lepa, hvala za lepe besede obema. In sezona nošenja slamnikov je odprta. Evo. Bom pa jaz nekaj. Slamnikom naprej. Slamnikom nazaj. Gospod Marinič, vas Zdaj je samo za namorje priporočam. Ne. Ja, ne. Letos bomo dobili upokojenci majčkeno. In kako to, da ste se odločili za to? To že nekaj let delamo na naših, teh jesenskih delavnicah. Ja, in so nas vaši organizatorji povabili, da pridemo še k vam. Zato, ker je tudi za slame izdelke. Ja, tako. Super so. Bo se že kar znali, če so vas organizatorji Slamnikarskega muzeja prvega, mislim, sejma povabili. Ne bi vedela, kako so prišli do nas, ampak so. Super. Če pa kar fajn to delati. Ja. Odvisno, kakšne vreče imate, velike, male. Kada lahko male pujske, pa očka, pa mamico napravite. Ja, celo družino. Celo družino. Super. Še veliko uspeha naprej. Hvala lepa, hvala. Evo.